V nedeljo 29. junija v popoldanskem času je na Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah potekala prireditev ob sprejemu komisije Anton Floral Europe v organizaciji Centra za kulturne prireditve in Turistično-informacijskega centra. V jutranjih nedeljskih urah je komisija pričela s svojim ocenjevalnim delom obiska. V torek 26. novembra 2013 so se v Podčetrtku zbrali člani Društva za urejenost krajev Anton Floral Slovenija. Na občnem zboru so se odločili, da bosta na evropskem letošnjem tekmovanju Slovenijo zastopali občini Slovenske Konjice za najlepše mesto in Velika Polana za najlepšo vas. Po 16 letih je mesto Slovenske Konjice zopet postalo mesto za tekmovanje v Anton Floral Europe, kjer tudi letos tekmujejo mesta in vasi iz 12 evropskih držav. Konjice kot mesto je znano po prijaznosti in urejenosti. Odlikovano je z 9 priznanji najlepšega izletniškega mesta in zlato medaljo evropskega tekmovanja Anton Floral iz leta 1998. Zgodovina skoraj 870 let starega konjiškega trga pod cerkvijo svetega Jurija daje mestu svojo unikatno noto. Bogato izročilo preteklosti je polno zgodovinskih doživetij, slišati je možno zgodbe lepših in malo manj lepih trenutkov. Obstaja bogata kulturna in naravna dediščina generacij ljudi, ki v tem mestu in okolici ustvarjajo in živijo. Tudi na sončno ocenjevalno nedeljo so poskušali vsej Evropi pokazati in dokazati, da želijo v svojem domačem kraju zagotavljati visoko kvaliteto bivanja vsem, da si želijo bivati v urejenem kraju, da delajo na trajnostnem razvoju, ekološki zavesti in predvsem, da sobivajo z naravnim okoljem in skrbijo za naravno in kulturno dediščino. Prav tako je pomembno, da se izvajajo različni projekti na grajenem okolju, kar se tiče ulične podobe in opreme. Domačini si želijo čisto in urejeno naravno okolje, zato je zelo pomembno ukrepanje za kakovost vode v reki Dravinji in potoku Gospodična, ukrepi za zmanjšanje in pravilno odlaganje odpadkov in odgovorna raba kemičnih produktov. Komisijo so zjutraj sprejeli na Starem trgu, v Konjiški galeriji Rimer je potekala predstavitev iz obeh strani. Župan občine Slovenske Konjice je predstavil svoje tekmovalno mesto, člani mednarodne žirije pa so predstavili sebe in kriterije, po katerih je čez dan potekalo ocenjevanje kraja. Ocenjuje se upravljanje z okoljem, povezanost med urbanim delom in okolico in spoštovanjem naravnih bivališč, rastlin in živali. Odprti zeleni prostori so imeli posebno mesto pri ogledu. Pomembna je lokacija, funkcija in vpliv na koristnika. Ocenjevali so tudi vzdrževanje in čistočo objektov in njihove okolice. Ogledali so si parke na Konjiškem in ostale nasade, ki krasijo mesto Konjice in prebivalcem dajajo svežino za oddih. Po uvodni predstavitvi je sledil kratek sprehod po Starem trgu do cerkve svetega Jurija, kjer je člane komisije pozdravil tudi arhidiakon Jože Vogrin. In vam želim, da bi se tukaj dobro počutili, da bi ta svet mesta spoznali njen potencial in njen izziv in da bi tudi se vsi skupaj tu dobro počutili, da bi vam bilo prijetno med nami, tudi da bi še kaj prišli in videli, da ti cveti, ki danes cvetijo in krasijo naprej, bodo nekoč krasni sadovni. Podobno je vaš obisk, vaše lepče naslov, pa tudi še tako pesem. V Konjicah je od lani otrokom in staršem na voljo nov prenovljeni park za igranje, počitek in druženje, ki ga je župan svojo ekipo s ponosom pokazal komisiji. Ekipo, ki je pripravljala vse potrebno za ta evropski projekt, je konjiški župan Miran Gorinšek poimensko in z delovno funkcijo predstavil v galeriji Rimer. Ravno tako je predsednik komisije predstavil svoje ljudi, ki potujejo z njim po državah, letos je sodelovalo 12 držav. V opoldanskem času je na Zlatem griču potekala krajša novinarska konferenca in ocenjevanje tudi iz te čudovite konjiške razgledne točke. Na novinarski konferenci je na kratko povedal, s kakšnim namenom so v ocenjevalnem kraju in nekaj področij ocenjevanja, kot so urejenost zelenih prostorov in okolja ter dosežke na ekološkem področju. Navdušeni so bili nad čudovitim razgledom in lepim mestom, do sedaj so obiskali že 11 držav. So we are from the jury from Anton Floral and we have a competition that is going through Europe. We are visiting 11 countries and we are looking for the elements of green and about landscape, and we look what is done on ecological level. And so we are very happy to be here in Slovenské Konjice. We had a nice view already on the inner town. And we are guided now through the landscape. We enjoy very much the winery, and we
are still looking for some other elements as how we make the policy for the landscape. Danes smo že ves dopoldan na terenu z mednarodno žirijo tekmovanja Entente Floral Europe in trudimo se, da pokažemo vse, kar smo v zadnjih letih uspeli pridobiti, predvsem na področju varovanja okolja in kot ste že slišali predsednika te komisije, da so zelo veseli, da smo uspeli tako pri varovanju okolja, kot tudi pri nekaterih pogledih, kar se tiče urejanja tistega, kar že imamo. Pri tem imamo v mislih seveda parke, ki smo jih v Konjicah v zadnjih 2 letih uredili, koreniti posegi pa so bili upravljeni po letošnjem žledu, tako da smo stanje najprej napravili inventar vsega, kar imamo, na to strokovne ukrepe in sedaj jih izvajamo in jih seveda bomo še v naslednjih letih. Jaz sem prepričan, da bo komisija odšla od nas z lepimi vtisi in da bo na koncu tudi ocena takšna, ki bo primerna in prepričan sem, da bo to najboljša ocena. Na stojnicah na Mestnem trgu so številna turistična društva in lokalni ponudniki predstavljali svojo dejavnost in seveda ponujali svoje izdelke tudi na prodaj. Skavti in taborniki so skupaj postavili tabor in se na svoj način predstavili. Člani literarnega društva Gnezdo so slikovito pričarali Konjice iz leta 1146 s konjiško gospodo in običajnimi tržani, tedanjo kulinariko in običaji. Pridružil se jim je celo grajski pisar Stane Osolnik, ki je županu ob tem dogodku predal posebno listino. S svojim kulturnim programom so članom komisije in zbranim gledalcem prireditev popestrili še godba Napihala slovenske Konjice, ženski pevski zbor Slovenske Konjice, Saška Kropf na invalidskem vozičku s soplesalcem Borom, člani harmonikarskega orkestra Banovšek, otroci iz vrtca Slovenske Konjice in Tepanje, plesalci plesne šole J-Dance Studio, literarno društvo Gnezdo, plesni par iz folklorne skupine Jurij Vodovnik z Reče, Dajte, Boga, me, naši
učenci obeh konjiških osnovnih šol, osnovne šole ob Drvini in osnovne šole pod Goro, mlačno vodo skoči, glavo kožo krake zmočiš, škoda novcev za kopalke, jutri kupi si kotalke. moški pevski zbor Ivo Štruc, konjiški skavti in taborniki in članice ansambla Med 3 do polnoči. Splošno oceno tokratnega obiska v Slovenskih Konjicah, njihove pripombe in predloge za izboljšavo je v galeriji Rimer podal predsednik komisije po končanem ocenjevanju in ogledu vsega, kar zahtevajo mednarodni kriteriji. Članom komisije je bilo všeč občinsko dogajanje, ki v nekaterih projektih presega ne samo lokalne, ampak tudi republiške meje. Nad sprejemom domačinov in lokalnim utripom, ki so ga začutili med svojim obiskom, so bili izjemno navdušeni.